Nogometaši Ketijemi in Pol Bistrica so tudi v drugi tekmi spomladanskega dela prvenstva v drugi ligi ponovno visoko zmagali. Tokrat so se zmage z 0:3 veselili v sosednjih Slovenskih Konjicah, kjer so v večnem sosedskem derbiju premagali domačo Dravinjo. Prvo bi Dravini čestitil na srčni igri, ampak skozi celo tekmo se je videlo, da smo mi kvalitetnejši in zasluženo zmagali. To je bil naš prvi stik z naravno travo letos, čist prvi stik, in tu bi res rad čestitil igralcem na karakteru, na kvaliteti izvedbe. Nogometaši Dravinje pa so spomladanski del začeli z 2 porazoma, vsekakor pa poraz v lokalnem obračunu še bolj boli. Vsekakor ni navadna tekma, da špilaš proti lokalni ekipi, je neki derbi, ampak to ne bi smelo vplivati toliko, ko je. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so 2-krat v polno zadeli v prvih 45 minutah igre. Mrežo domačega vratarja Lampreta je v 25 minuti načel novinec v vrstah Bistrice Hrvat Vicko Ožegović in se tako podpisal pod svoj prvi prvenstveni gol. Normalno da sam sretan da sam zabija gol, ovo mi je prva utakmica, ali glavno da je pobjeda tu i da 3 boda nosimo kući i to je to. Svoj prvi gol na tem srečanju za 0:2 je dosegel v 44 minuti kapetan Enej Marsetić. Svojo prvoligaško formo, če se kar takole izrazim, ki jo kaže na prvih 2 uvodnih tekmah, je s čudovitim strelom premagal domačega vratarja Jana Lampreta. Gostitelji so tako po prvem delu zaostajali za 2 gola. Vsekakor vsak zadetek nekako presega tekmo, ni lahko potem nadaljevati, sploh če ga prejmeš, ampak tako pravim, sekunda nezbranosti, prvi strel v okvir vrat, gol. Če v prvem delu ni bilo kaj prida priložnosti na obeh straneh, razen 2 golov, je bil po poizkusi bolj bogat drugi del igre. Domači so v 50 minuti prvič resneje ogrozili Bistričane, na delo Blaž Rozmarič. V 57 minuti strel Marsetića ustavlja vratnica. V 60 in 65 minuti je poizkusil za domače Matic Kopač. V tej akciji bi lahko več iztržila uigrana naveza Bistričanov Marsetić Brumec. V 75 minuti je Benjamin Brglez bil premalo natančen, da bi premagal gostujočega vratarja Tagizado. Je pa bil natančen kapetan Enej Marsetić, ki je svojim drugim golom v srečanju postavil končnih 0:3 in to v 78 minuti tekme. Med strelce bi se lahko vpisal tudi rezervist Marcel Blaj, vendar mu je veselje preprečila vratnica. Pri tej visoki zmagi je dobro delo opravila tudi obrambna vrsta, na čelo z dirigentom obrambe Nikom Pirečnikom. Pa mi smo šli v obračun samozavestno, vemo, da dobro delamo skozi cel teden in pol se pač za vikend je ta nagrada, da lahko pokažemo, kaj smo delali čez teden in evo, zmaga je tukaj. Kako vidiš torej ti sedaj uigranost te ekipe in kako daleč lahko ta ekipa seže? Pa glede na to, da smo vsi mladi v ekipi, mislim, da smo se dosti hitro povezali in da je to še samo ena dodaten plus, dodatna moč, da delamo še bolj trdo naprej in da pridejo še nove zmage. Že na naslednjo domačo tekmo, in to v Kidričevem pa Bistričanom, v gosteh prihaja vedno neugodna Gorica, ne glede na položaj na prvenstveni lestvici. Pa dobro, nama protivnik nije važan, mi gledamo samo sebe i ništa, isto kao i svaku utakmicu, daćemo sve od sebe i jedino šta želimo su 3 boda i to je to. Po prikazanem v 2 krogih, 2 zmagi, 6 golov, brez prejetega gola, Bistričani s svojim strategom igrajo novo drugoligaško prvenstvo novega koledarskega leta. Spomladi mi igramo svoje prvenstvo in želimo biti najboljša ekipa v spomladanskem delu, kar bi bil tudi dober korak za naslednjo sezono. Je pa res, da pa moramo začeti razmišljati, da bi pa vsej 70% igralcev zadržali, ne? Ali pa 60%. Dobro, vemo, da je zdaj bilo veliko odhodov, ampak jaz sem verjel v te igralce, ki smo jih pripeljali, zaupal in oni zdaj to kažejo na igrišču. Ne smemo pa delati euforije. Trdo delo, garanje in potem pridejo tudi rezultati. Na koncu še to, da je trenerju Bistrice Robertu Pevniku uspel enkraten podvig.
V sezoni in pol, odkar sedi na klopi bistriškega kluba, je uspel v prvo ligo popeljati 11 igralcev, ki so igrali v bistriški zasedbi pod njegovo taktirko. To bi rad pohvalil tudi klub, ki omogoča dobre pogoje. Po drugi strani pa strokovni tim. Ti mladi igralci, pa še bi jih lahko pripeljali reprezentantov, ampak imajo željo, da pridejo, da delajo pod našim vodstvom in jaz sem ponosen kot trener, da jih je zdaj veliko. Vsak vikend, ko gledaš v vsakem klubu, je eden, dva že prej z Aluminija, pa prej, ampak to je delo celega strokovnega tima. V klubu pa moramo vse narediti, da se vse dvigne na višjo raven in zdaj bo športnik Mark malo urejen in da naredimo tisti korak naprej.